Gospod, kaj mi lahko to preberete? Kaj ti je šnopsa? Zaleno masno. Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. Bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Pater Jan David Klinak. Iz Župnije. Iz Klinaškega vrha. Ale, hvala, ki zvršil men. Ja, ne da podcast. Hvala te lepa. Hvala tebi. Hvala tebi, the best. Kako si javno? Hey, the best. V redu. Si se pripeljal s tebe? Pripeljal sem se direktno s tebe, to je res. Ker sem zjutraj že kosil pri babici. In potem hitro avto in hitro Ljubljano. Kako pa kosiš, če kosiš? Babica ima traktor, tako mini traktorček. A res? Ja, tako je, mislim, ni tisti traktor, ampak kosilnica kao traktor, ko se viš. Ampak se je pokvaril nekaj danes, tako da smo upali na roke kosili, zato se je malo zavrekli. Na roke, prav? Ne srpom, ne z koso, ampak s kosilnico. Je samohodna, ampak moraš vseeno hoditi. A ne, zanimivo, kaj še ime? Ja, ne, samohodna kosilnica, tako je. Je pa kosilnica alko, priporočam. Ne. A dela vse? Ja, vidim. Cool. Kaj začnemo tako, pač ti imaš to kar nared tako. No ne, ti tu spomeni, kdo si. Ali nas prejemnik katere nagrade? Nobenih nagrad. Ne, Severovo nagrado sem res dobil. Ja. Ampak ne vem, sploh ne vem, kako bi se vpisal. Kdo sem in kam grem. Trenutno sem komik, ki se trudi biti komik. In to je to. Da se gre? Tako veliko da bo pri najkaj, mislim, da nekaj opazil. Ja, se zato, ne. Ja, zanimivo. Veliko hodiš po opreme. Ja, pa me težko opaziš, ne. Sem ponavadi na koncu, nisem na koncu. Ne. Sem, ja, mislim, zdaj sem že eno leto. V stand-up? V stand-up. V svetu stand-upa. Da se učim biti stand-up. Čarobni svet stand-up pomeni. Tako je. Jaz sem tlene karte. Dejš. Izbral iz vsake eno karto. Zmerno. Iz vsakega kupa eno karto? Ja. Ok. Se pravi. To je, kako boš. Kaj ti pokažem? To bom jaz pogledal, pa skupaj pogledal. Ok, zdaj pa lahko obrneš. Vse tri. Tako je. Vsakega. Lepo 2, 3, 3. Nimaš sreče, že? Ne, 2, 2, 5. Kaj to pomeni? Ne vem. Deva se vprašati. Kaj so 2, 2, 5, zdaj boš pokazati v kamero, ja, še to. 2 kara, kašemo. 2 pik, pa 5 križ. Kaj bi to lahko pomenilo? Deva se vprašati. Ne vem. Ok. Gosta si izbral od 1 do 5 na 2. Ja, 2 gosta s kvaliteta gosta, ne. Je 2? Je 2, ne. Je pa res, da 5 je pa, ne vem. Vzračen, zrak. Ja, mogoče stopin v tem studiu. Je mraz? Je malo hladno? Pa je malo tako, ne. Što je, se veš, kako praviš studiozni ljudje, moraš imeti mrzlo, da lahko zagreješ. Ja, to je fajn, nek mrzlo, kako zagreješ, ja, tako je. Kako ti je pa ogrevati publiko? Jaz srečno, da ogrevamo publiko. Ja, ker imaš ogreto, ok. Ne, ja, mislim, ponavadi na open micih je tako, da pač vedno začenjajo ponavadi tisti, ki imajo prvič ali pa imajo 10-20 nastopov. Ponavadi, tako da jaz sem že mogoče malo prišel od tega, da prvi začenjam, ponavadi sem zdaj drugi, tretji. Tako da ne prijem vedno na mrzlo publiko, ponavadi tisti, ki povezuje dogodek, ogreje in pripravi teren za vse ostale komike. Je pa res, da tu včasih grem, da nekjer priznan komik že kam vzame, da grem, da sem še imam to srečo, da so me že kam povabili. Takrat pa greš, sicer tudi oni ogrejo na začetku, naredijo 50 minut, ampak pol greš pa relativno pa ne hladno, ampak je tako, ne, ponavadi, da če vidimo v neki eventi, kjer so že znani imeni, pol na 3 tedne napišen Alen Masna, pa je to, kdo je to in zakaj je on danes tukaj. In je tako, ne, mislim, pa če rabiš nekaj časa, da se poveš. Kako pa prideš do tega, da si... Kaj? Do česa? Do tega, da ogrevaš v bistvu, ja, da si skupaj z nekimi uveljavljenimi komiki. Kako prideš do tega? Kaj so te
Ker jaz namreč poznam te scene, jaz sem za stand-up sem slišal samo Perico poznam. Pa tega, da kaj že tale, tako je čefurno. Veš, tako ima, govori, kako so se tepali. Na kužik, tamle. Tale Balič. Baltič. Aha, kaj je on? Alen Baltič. Zdaj ti igraš nekega persona, ki nisi tem tako. Drugače Jan David je tudi komik. Hvala, sam da ogrevam zdaj. Vsi si ogreval. No, fair je, vsak da ogrevam. Mislim, ogreval si že, ti si bolj izkušen. Tako moče pedim. Mene ne. Tebe mod. Ti kaj? Ti si že dosti krat ogreval, mislim. Nekaj sem. Stari, daj povej mi, kaj so top 3 zajebi, ki jih lahko narediš kot mladi stand-up komik v prvem letu? V prvem letu? V bistvu ne dost, ker v bistvu si nov, se učiš. Se večino zajebiš, ne? Ja, mislim, večinoma probaš delati nenamerno, ampak ustvariš neke napake in se jih njih probaš čim več naučiti. Mislim, da je super, če delaš napake. Se pa iz tega res naučiš veliko. Zdaj, kaj lahko zajel? Ne vem, ponovadi kot mlad komik si misliš, wow, jaz sem nekaj danes naredil, napisal sem 10 minut, to je to, ne, to, če danes ne bomo požgali publike, ne bomo nikoli, in pa prideš na oder in hitro ugotoviš, da pač ta material ni tisto, kar si ti mislil v dnevni sobi, da je, in potem za tabo pride mogoče pa še kak headliner, ki je že ima 10 let izkušnje in vidiš, da pač wow, kako oni to delajo, da to uspejo, ampak ja, mislim, ne vem, jaz sem dost, na začetku sem delal napake, ampak sem šel skozi to, jaz sem bil na delavnici, ko sem se odločil, da bi šel Kuzman je bil ti, ja? Ne, sem bil pri težki. Ja. Sem bil pri težki. Kdo je bil pri Kuzmanu? Kdo je znam, če govoril, da je pri Kuzmanu? Je bila Hana, Kovač. Ja, bo je dvakrat, tako je že bila. Ne, jaz sem bil dvakrat pri težki. Nisem bil dvakrat, jaz sem bil prvi, sem bil leta 2013. Takrat sem bil za darilo na Motoranskem, smo v Motoranski ples, ko smo bili za darilo sestrične delavnice, ki jih je takrat težki organiziral v Celju. Mislim, da je imel tako v sklopu, mislim, da je 5 delavnic, takrat v SLG v Celju. In takrat je bilo kar fajn. Zanimivo mi je bilo, komedija mi že takrat zelo zanimala, ampak sem bil dokaj mlad še, takrat sem bil star 18 let. Zdi, da ko sem gled, da ne moreš imeti zgodb. To je meni enkrat Brgant rekel. Mi je rekel, ne moreš imeti zgodb, stari. Mislim, da jih imaš zgodbe. Mislim, lahko imaš, če izbiraš iz teh, mislim, spet odvisno, kako se bojo drugi na te tvoje zgodbe. Jih imaš, verjetno pač imaš družbo, ko imaš kolege, kaj zunaj počneš, kaj je šola, s čim se ukvarjaš, mogoče s hobijo iz tega. Se mi zdi, da lahko, ja. Mislim, da ni problem tega, da ne bi imel zgodb, ampak je mogoče bil takrat problem, da sem bil še 18-19 let star in nisem imel še takrat avta, da bi lahko šel v Ljubljano, Koper, med 10 minut, ali pa karkoli, da bi pol potoval po Sloveniji, pa imel na hodo na open mic. Veliko potuješ, ne? To je skaj si pomni dejansko. Jaz sem razmišljal, koliko kilometrov na leto, stari, po moje 3-4 ljudi, da mu stope. Nisem avtomatsko živim v Ljubljani, drugače sem iz Celja, originalno. To je zelo že vprašal. Ne, vem, ampak ne že avtomatsko naredim kilometre, Ja, ko se ja. vozim domov, ne. Mi je tako nekaj 70 kilometrov. Ampak pa ja, mislim, da open mic niso vsi v Ljubljani, čeprav bi si človek mislil, da je bo največ v Ljubljani, ampak so in Maribor, Koper, Kranj, Škofja Loka. Kjer ti je najbolj cool plac? Najbolj cool plac. Marsikjer plac, mislim, najbolj cool plac. Težko rečem, kjer je najboljši, ampak zelo rad sem KGB v Mariboru. Tam je tako. Včeraj je bil bolan. Ja? Res. Je bilo Ima malo manj folka, drugače. To je malo manj folka, ampak... Ja, mislim, KGB mi je super, ker je že ta gostilna tako v kleti, pa res je lušen plac. Se mi zdi, da tudi komiki radi hodijo tja, pa publika je vedno tako prijazna, hitro se zagreje. Tem Škofja Loka me tudi pri pevcov organizira. Se mi Škofja Loka tudi vedno vroča. Koper, v Bungi sem bil sicer enkrat, ampak je bilo fajn.
to, da so placi. Tudi Krulček mi je tudi vredno. Meni to všeč Krulček. Krulček mi je tako vzdan in je tako najs, ko mi je blizu, kaj lahko peš. Se vas prehodim, grem še enkrat čez, grem ovdje in probam, kaj ne bo šlo čez. Tako da. Ali boš ti še med prelepo karte? Ja, daj prosim, Jan David, zberi se 3 karte. Te bomo dali v ogenj. Te bo ljudje misliti, da jaz prelekujem, ampak ne. To ne. Nikoli nisem neki rad se kartami igral. To gre vse stran. To gre stran. To lahko takole da. Mogoče zapivanje kljuc. Je pa res, da je bil moj sošolec. V srednji šoli je bil Magic Aleksander. Res? Ja. Če ga gledaš Magic, jaz te lepo pozdravljam, Aleksander. Prav, v unih oddaja, veš, kaj je. Najprej bi rad pozdravil tudi svojega. Ne, res Magic Aleksander je bil moj sošolec in me je naučil par trikov. In dejansko znaš kakšen? Ne, mislim, da znam slabo, ne. To je, mislim, on je mojster tega, zdaj imate predstavo, možete si ogledati Špas teatroma. Ok, David pa je vzel 10 križ, 7 pik in pa... Tole pokažva. Aha, taj da moram pokazati, ok. In pa? 7 pik, 10 križ, pa 4 kara. Ja, kaj bi to pomenilo? Kaj bi to pomenilo, David? Mislim, to so dobre karte, ne, bi se rekel, ne. Jaz vidim, da... Ne vem, kaj bi rekel. Kaj čutiš? Ja, kaj čutim, ne. Štirka, ne vem, Renault 4. Ja. Mogoče najboljših imaš 10 minut trenutno, ne. Na odru. Čeprav je bolj, da bi včasih delo 7 minut. Ok. Ne, kje sem se. Ne vem. 10 črneka, 1 štirka je pa. Ne. Jaz težko bi rekel, kaj čutim. Nimaš občutka? Ne, imaš čustva? Imam čustva. Čustvuješ kdaj? Čustvujem. Zelo. A te kdaj prizadel po kakšnem nastopu? Mislim, ko pridejo do slabih nastopov, ja. Mene Pušnik vedno prizadane s pozitivnimi komentarji. Meni se tako, mislim, veš, včasih ko sem bil v gledališču amaterskem, smo se vedno pogovarjali o sami predstavi, kak je potekalo, ali je šlo slabo, ali ni šlo, kaj je šlo narobe, če je šlo kdaj narobe, ali pa zakaj ni bilo tukaj energije, to moramo še zvaditi. Zdaj pri stand-upu tega se mi zdi, da ni. Mi tu ne pogovarjamo se tukaj spet o vsakega nastopih, se mi zdi, da pač neki komiki, ki so že uveljavljeni, se mi zdi, da ti pomagajo, če ti, ne vem, tukaj bi lahko še to mogoče dodal, ti daj še kak na svet, bolj soveren, bolj tako. Zdaj med tako, med mladimi komiki pa nijamo tu kritike, se mi zdi eno drugega, da bi si zdaj nekaj... Konkretne kritike, ne. Ja, pa da bi si, ok, danes si, to pa si imel dan super, ne. Vsi včasih si to naredimo, ni pa vedno praksa, je bolj individualno. Mislim, da bi mogel več tega biti. Mislim, da splošno, ja, mislim, če je za pohvaliti, se pohvali, če se kritizira, se kritizira. Zdaj spet odvisno, nekaj časih se mi zdi, da pač pa si razmišljamo, kako pa ta oseba to sprejela. Ja, ne, pa zdaj koga užalila, ne, ampak se mi zdi, da časih moramo biti iskreni drugega. Ja. Ne, ja, ko prije do teh slabih nastopov, ja, te drži tako, sploh če se peleš v Ljutomer in pol imaš kak slab nastop in pol se peleš v Ljubljano nazaj, kaj je še kar 2 urci. To si danes preračunal, da je isto do Rovinja, ne? Ne, do Poreča. Do Poreča. Do Poreča, ja. Od Ljubljane do Ljutomerja in nazaj isto, če bi šel iz Ljubljane do Poreča. Tako da ja. Ne, zdaj, če greš na take nastope, pa če vidiš, da je tako ti drži kak dan, pa da je slabo, pa jo, zakaj jaz to delam, pa raje bi se učil, pa bi bil, ne vem kaj. Pa bi bil, ne vem. Goji slovenski, Lepi Dasa. Tako. Recimo. Tako, ime uspeh. Veš kaj, nočem preveč zapeljati v stand-up tako, kar se tiče teorije in to. Tega, da nisem pravi človek. No, vsej ne, kar se tega tiče, se mi zdi, da je Pušnik ta pravi naslov. Pušnik je, se mi zdi, trenutno en izmed organizatorjev scene v Ljubljani, ker dela Lučko. Ne, ampak tako, ker se mi zdi, da imam te svoje stand-up intervjuje in da te bo enkrat povabil in kaj boste pol isto govorila takle. Ja, sem, če me nekaj.
tem je živalo. Mi je tako hecno. Kaj si tako skromen? Zato, ker vse nisem skromen. Nikoli ne daš za rundo. Ja. Ne, sem dal tudi za rundo. Williamsa sem dal za rundo. Pozabil sem več. Ne, za kavo sem dal. Ne, Porado še dal takrat za kavo. Očitno, res ne dam za kavo. Ne, dam za kavo. Ne, se da. Ne, dam za kavo. Če le imam. Ja. Nisem skromen, ampak... Tako, nočeš pa nikoli, da bi zares rekel, nekaj ne date, se mi zdi. Ne, ustrašim se tega momenta, ko bom rekel, wow, zdaj sem pa zadovoljen, ker nočem biti zadovoljen, pa tudi imam dosti razlogov, da nisem zadovoljen. Sploh, če vidim kakve posnetke svoje iz predstave, oziroma iz stand-upa. Ja. Sem pa tako nezadovoljen, včasih vidim pa, ko se že pridem dol, to bi lahko boljš naredil, to bi boljše spremenil, to imam sam. Ampak pol prije spet do tega, ne? Ko se moraš pa usedi doma in napisati neke stvari, oziroma se pripraviti, včasih je ta moja lenova, ki je usidra na meni, včasih reče, bo jutri, in potem jutri rečejo, vse torek, je tudi še en dan, vse je še 7 dni do nastopa, in zadnjo uro nekaj delaš, ampak ne, načeloma... Mislim, da se da kreativo sporsirati. Mislim, da se moraš tudi biti močen, da se usedeš. Ja, no, pač disciplina je to, ampak boš ti kreativen, če se boš sedel vsak dan 8 ur biti kreativen. Da boš 8 ur, ne? Ja. Ampak če se pa usedeš, pa začneš nekaj pisati, ne? Se pravi, rabiš nekaj časa, da se ugreješ. Ja. Pa se mi zdi, da pač bo prišla enkrat ena ideja, noter, in če bo samo, da boš v 2 uri samo neke 3 ideje dobil, pa še mogoče ne, danes ne, jutri pa, če se bo spet sedel, pa boš nekaj dobil. Se mi zdi, pa nekdo je to razlagal, ko je nek te videi, ali je bil Kevin Hart, da je najtežje se usediti in začeti pisati in naslednji dan se spet usediti, da pišeš in da delaš, čeprav ne vidiš nekega cilja na koncu, kaj bo, ampak da sam... Ni jasnega cilja. Ja, mislim, da veš, da jutri še ne bo nič, ampak ti delaš, da boš čez nekaj časa pa lahko nekaj si ustvaril, naredil. Mislim, to se mi zdi, da je kar težava, koliko se pogovarjam večina komikov. Ja, je. Da ima težavo s tem. Samo disciplina je mati modrosti. Je. To sicer ni pregovor, da je izmislil. Odlično. Moram se še dotakniti Valhale. Tega tvojega napovedovanja, pa to? Ja. Da bi lahko Valhale. Nakazal s kakšnim glasom. Težko, ne? Ni isti vajtni. Ne, ni. Mislim, ker nisi borec, ne, pa... Da si predstavljaš, da bi jaz raka, pa bi mi to rekel. Mislim, tako bi ti rekel, če se ne bi boril, ne. Ne, ampak ok. Vidim, ne ločeš črne vode. Ne. A si ti clean komik? Poskušam biti. Fair. Poskušam biti, ampak me tu pa tam zanese s kakim črnim čovkom. Tega bomo spoznali malo kasneje. Včasih mi res tako, pišem najprej kak črn joke, se mi zdi, da lažje napišem črn joke, tako je, ko pa nek material, pa probam pa čim bolj clean, pa delati, kar se najdemo vsi noter, neke teme. A imaš kakšne težave, ti kdo krade fore? Poznaš kakšnega človeka, ki krade fore? Krade duše. Krade fore duše. Ne vem, jaz sem to zadnji slišal, no. Ne, mislim, nobenega. Aljaš pa je edin. Aljaš fore duše, ja. On je tako, ne, se je super tečko, mi ga malo hecamo. Tako, ampak je res prerasla fora, veš, včeraj so KGB in Gorinšek že Krojcer razložil že vse in tako vsi, Maji Marčič je kradu, Maja Marčič je čeprav je delala podcaste, ker se mi zdi, da si potencijalna. Ne, mislim, noben, zaenkrat še nisem, da bi to kradel, da bi tako, ne. Slišal sem tako, mislim, mi je hecno tako, ko mi zdaj se dobivamo tako kot writing, da mi je hecno, počasih gremo res, ne da se dogovorimo, ampak pridemo in vsi se bomo dotaknili neke iste teme. Ja. Ne da se zmenimo, ampak so nekaj te misli, ki imamo, ne vem, jaz nekaj takrat, vem, da čez poletje sem bil na morju, sem začel nekaj pisati in pridem iz morja, da bi šel v Ključka probat to
in pridem in imel, ne vem, kjer komik je imel, ampak je imel zelo podobne teme. Je bilo tako hecno, istočasno se vidi, da smo pisali takrat material in ne vedoč sva prišla na iste teme. Drugače pa ne vem. Ja, ko smo se prej dotaknili Valhalla. Ja, posrečeno ključe je do tega prišlo, takrat, da so rabili enega, ki bi povezoval, bil announcer. In sem takrat klicali in sem hitro rekel ja, zato ker me takrat že zanimalo, karkoli me zanima. Ali te tudi tako borilni športi zanima? Ne, prav prej nisem, da bi spremljal MMA. Ne. Potem, zdaj pa mogoče več spremljam, ampak spet ne, da bi gledam te announcerje na različnih, ne vem, Bruce Bufferja, gledam Bruce Bufferja, ko je in ostale, ne vem, ki so še po organizacije, ki imajo svoje announcerje. To predvsem gledam, ali pa kakve te respajte, ki pridejo na vojo ali nekaj. Ja, takrat je bilo posrečne ključe, takrat sem prišel na Valhallo, mislim, da smo začeli z Valhallo, takrat je bila dvojka. Prvo je Valhallo vodil še Tim Andrić, potem sem pa jaz prišel in je bilo super. Super mi je zato, ker lahko nekaj delaš, kjer ne moreš, se pravi lahko to hajpanje, da se malo, da se dereš, neče dretje prava beseda, ampak da daš to iz sebe, da ugreješ to publiko. Ti nisi nekaj v središču pozornosti, kot announcer, hkrati pa si hkrati pa neko vzdušje narediš, da so zdaj pa prihaja, pa to. In dosti ljudi me tudi zdaj v Ljubljani, ko sem tako prepoznajo. Pa ne, da me, ja, mogoče to prej. Priješ v trgovino. Dober dan! Ne, to ne. Ampak se mi je pa že zgodilo, da sem šla Sara ven in pride do mene in se dera, ker ta in je pač. To se poznam še zdaj, ja. Ta in je tako. Your thing. Ja, mislim, jaz sem ga nekako nevedoč naredil, enih parkrat in je bilo to v publiki, ne rečemo temu všeč, čeprav nisem prepričan. In to zdaj dera, okej. Ja. To se znam rekel, da se ti kar dera. Ja, in pa mislim, ne zdaj veliko ljudi, ampak tako grem kam na kavo in kjer ga srečam. Ja. Ko bi prej pričakoval, ker več stand-upa delam kot Valhallo, sem do zdaj naredil, da bo en rekel, wow, ta joke mi je bil the best. Ampak ja, ta Valhalla mi je the best, mi je delati, ljudje jo imajo radi. Se mi zdi, da raste iz Valhalle v Valhallo in se mi zdi, da je večja, boljša organizacija vedno. Gre v pravo smer, tako da se želim že naslednji. Če bo pa ta podcast prišel verjetno bo pred 27. majem, bo verjetno. Verjetno bo. Drugače pa lahko ljudno vabljeni na VC, kjer bo, sedaj pa je v sklopu Valhalle se dogaja še v Vikingi. To je pa tako amaterski turniri, kjer potem zmagovalec pride v Valhallo. Tako da to je pa 27. maja ob dveh, mislim, da se že popoldne začne in potem ti turniri trajajo do večera. Je pa v GTC, v gimnaziji GTC v Celju, tako da ja, če koga zanima, najbolj športi, vabljeni. Ja, mene pa zmeri bolj. Mislim, jaz sem tako, na začetku sem bil, ko sem to delal, me je bilo malo tako, malo je bilo neprijetno, mislim, ker mlad, mislim, tako se. Ja, naprej. Ne, nisem bil nikoli, tudi v živo nisem bil, ko sem šel kdaj ven, nisem bil priča nekemu pretepu ali pa nekaj potem. Ne, mi je bilo tako kar nasilje, je bilo tako malo kri, pa to, si tako pač prvi 3 fajte si tako še malo, pa sem že bil zmeri bolj tako, dajmo, ne gremo, ne pa. Že bolj navijaš in te noter. Potegne. Ja, sploh zadnja borba, ki je bila zdaj na Valhalli, ko je zmagal Fabijan. Wow, zadnja borba večera, takrat je bila Tadej Tajčman, pa Miran Fabijan, res odlična borba in res je bil spektakel. In to je, mislim, takrat je pa res čar s povezovanjem, da publiko dvigneš in da publika tudi začne navijati, sodelovati in je tako. Je nek poseben feeling. Mogoče zato, ko sem že skoro mlad, tako da sem treniral roko. Ja. In pa smo tudi s družino večkrat šli pač na tekme, kot Celje Pivovarna Laško. In takrat smo še bili kar dobri časi za Celje Pivovarna Laško, pa smo še bili prvakov, pa takrat, mislim, 2-4 smo tudi zmali v Evropsko. In takrat so bile res tiste vzdušje, vedno sem gledal
tistega, ki je sedel na zapisnikarski na mizi, je sedel en, ki je vedno v gregu. Tako malo navija, če on tako. In sem rekel, en je bil zelo dober, čeprav ne vem, kako mu je ime, kako se piše, ampak en je bil zelo dober in sem rekel, wow, to je ful dobro, to bi jaz tudi delal. To bi tako malo vredno zdaj, ja, tako hype. In se vidi, da Valhalla mi je prav to, tisto zadušal, tako da... Da daš ven. Da daš ven. Na koliko cajt imaš to? Tako, ja, mislim, da delajo Valhalla je tako 3-4 na leto. Zdaj, vikingi pa ne, kako pogosto bojo. Dobro, ja, se to je. Ampak, ja, mislim, se naredi, ker raste. Da če ni COVID-a, po tih stvarih je več. Tako je drugače, pa res težko delati. Super je, David, res. Dobro ti gre. Ko si gre rekel, da imaš tremo. Ne, super ti gre, res. Fajn. Bošnikov prst, ne bo? Ne, trenutno imam ta prsta. Ok. To je levček. Mi všeč mi to. Mislim, če si mi prsta ne več. Si zaročen? Ne še. Ne. Ker si obljubil, da boš. Ja, mislim, imam željo biti zaročen. Imam željo se poročiti. Ok. Si že razmišljal o poroki, rovsko na poroki? Ne bi imel rovska na poroki. Tudi ne, če bi bil kot komik na poroki. Tudi ne bi bil... Bi bil lesen. Ja, mislim, da imel bi glasbo, ples. Za glasbo in ples? Ja. Te mislim, klasično, ne. Ful si tako. Pa ne, mislim, ne bi imel tako, pa ne če bi imel crkveno poroko, crkvene ne bi imel. Bi imel tako nekje na prostem, bi imel bi tako nek šeporček, kaj tako. Vse je tukaj v sklopu finance, ki so zelo pomembne za te dogodke. Ja, zato bi rekel, se poročil že, če bi imel te finance. Tako da donirajte spodaj, za poroko gre. Poznaš vic, kakšen stari? Ful dobri. Mislim, vicov ful slišim. Ne vem, ne zapomnim si jih ful. Zadnji sem gledal, koliko mi vrgli te klasike Mujo Haso. Lepa. Te videe obožujem. Te neke vice. Mislim tudi dober pripovedovanje vicov. Nisi? Ne. So bili moji kolegi iz gledališča Zarja, Žurko Vrškovnik. On ve 1000 vicov in tudi jih dobro zna odigrati. Jaz tega ne, jaz sem se Rožo že izvedel. Ni Rožen, še. Pride še v sceni. Ja. Imam podlegano na polico. Ne, lepo imam. Imam predstaven, mogoče. Ne, če bom prvo za te teme dotaknil, ne. Vice, tako je. Vice, pa greva pol na police. Vice police, ne. Dobro. Ne dobro, ne pripovedujem jih, ampak ja, vem, ta Mujo Haso, ko sem gledal, dobro je bila Mujo na drevesu gor na drevesu, prije Haso min, se reče, kaj je Mujo, Red Bull, Red Bull, pa reče Mujo, pa ni Red Bull, nego Pit Bull, ne. Tako nekaj dobro se. Dobro, ja. Tam je tako pač. Ampak boljši znajo ljudje pravi. Greva na police. Ja, odlična polica. Sam les. Sam les. Jan David se pogovarja. To sem že sliko, ne? To sem se sliko, ja, v Jan Davidovem stanovanju. Tako je. Pa čelada brez sponzorja. To pa tako Green screen. Green screen. To je Olimpija, imaš to čelado, ne? Lahko bi bila. Eno, zelena bila. Lahko bi bila. Pol pa igra Monopol, slovanski Monopoli. Aha, Ker niso imeli še uvoza. To je pa bolj za politične debate Monopol. Kako imeti Monopol v Sloveniji? Na podcast sceni. Tako, ja. Pa Lučka, sama Lučka. Sama Lučka. Pa za teboj še... To je ime sama Lučka? Lučka sama. Sama, to je samostojna. Sama. Sama kot taka. Ja, sama kot taka. 99. Ja, naprej. Pa za tabo potem še gospa Lutka. A nimaš, to si imel zadnjič oblečen? To je moj pulover. To je pulover. Nekako ga probam brandati, da bi skozi bil na odru v tem puloverju. Kje si pa to Lutko dobro? To si pa kaj? Na podstrehi. Bog ti ve, da? Kje si to Lutko dobro? Na podstrehi. Na podstrehi sem vedel goste. Na podstrehi? Ja. To kar en je podstreh? Ja, te je podstreh. Te je podstreh nad nami. To je bila včasih trgovina? Ne, to so prinesli Španci.
ker tukaj prebivajo. A ja, to greste, ko imate požar, greste in če kaj ne ostane celo, vzamete? Ne. Zato se dogaja. A ja? Ne, vprašam. Ne, se ne. Zakaj bi nekomu kaj vzel? Ja, ne. Ne. Pustiš valjda, da si ljudje so še tako prizadeti, kot ne moreš pa še vzel. Pa koliko, ne, zdaj ko si ti, ne, komik, drugače, in gasilec. Ja. In potem zdaj zagori, ti priješ, ti reši situacijo, vsi so žalostni. Potem ti priješ in poveš 10 minut svojih, da jih malo... Ja, da jih malo vidiš. To je fajn. To uporabljamo. Si plemenit človek. Plemenitaš. Ja. Pogleda, če kapa nisi pa. Ja, sem z bananami. Lepo. Ti všeč? Všeč mi je, tako je Toplo. super, res. To so štorečki. Kako imaš pa to? Te promocijske materijale. Na poplave se lahko pripravite. Tudi baterije lahko zagorijo. Kar zagori, pomoč potrebujemo vsi. To je pa res. Na poplave se lahko pripravite, jaz ne bi rekel, da se lahko. Ste pripravljeni na potres? Ne. To je bilo lahko vprašanje za goste, veš. Bolje pripravljeni kot poplavljeni. Vidiš, Koliko sem slišal, glavno je problem, da je to stresovanje. Ja, je. Mislim, je dosti stare gradnje, ne? Ja. To bo kar to začel tresiti Je vse že, ne, takrat je bil Zagreb. v Petrinje. Veš, da je lepo potresel, kakšen bajton Ljubljani. Žal, na srečo, pa Sam ni bilo nekaj škode. ni bilo škode, ampak je pa potresel že marsikaj. Tudi ta stavba, v kateri so, je zelo resno varna. Ne varna? Aha, v narekovajih. Pravi, nič se nam ne bo zgodilo danes? Naj se nam ne bi, ne? Ja, je več zadev, imamo tudi škatle spodaj, ampak to so pa skrivne vsebine. Besednice. Super si, super, da delaš te podcaste, da všeč. Si pogledal sploh? Ja, prej, ko sem se vozil zdaj v reklamu, sem gledal tvoj zadnji podcast, ki si ga Piva. Ja, Kukovičič. mislim, da. Blond. Ginger. Ja, mislim, da te zadnjega, ko si Ja. Sem poslušal, zelo bolj si bil prijazen do neko do mene danes, več vprašanj sem imel za njo. Kje se vidiš čez 5 let? Čez 5 let. Kje se vidim? Ne, čez 5 let. V karte pogledaj, a pogledala spet v karte? Ne bova pogledala, ker bom jaz povedal, čez 5 let se vidim, ne. Čez 5 let bom star, se pravi, zdaj sem 29. Vidim se. Starega 34 let. To definitivno. Ne, mislim, da bom živel v Celju. Res? Ja. Kako bo to? Ja, ker je svet v Ljubljani za mlade zelo neprijazen, Okay. kar se tega tiče, stanovanja tega. Ja, stanovanjska politika je problematična. Ne, zdaj živim v Ljubljani s cilmi in se mi zdi, da zdaj, ko sem malo bolj starejši, rabim svoj mir. Okay. Rabim nekaj tako za sebe, da se lahko tudi golf sprehajam po stanovanju, če me to paše. Tega trenutno ne morem početi. Ne, da imam željo. Ne, da ne moreš, ampak. Mislim, čudno bi spadlo, ker se tudi poznamo že prej, ne, smo bili z cimri, smo tudi prijatelji. A imaš prijatelj? Imam, več ni. Tudi ti si že prijatelj, jaz te imam za prijatelj. Kad? Gremo domov, mislim. Samo, ko si ti govoriš, mi smo na pot, ker sedeli vse, kot da si ne poznamo. Mislim, in živo, spet smo nazaj, ja, David, dobro. Ne, vidim se, ja, verjetno že, ja, za dobro pač nazaj v majhno vasico, tako v bližini Celja, tako, če citiram tvoj stand-up, res je. v bistvu sem nekaj kar ukradel. Kar sem mi ukradel vse, 1200 €. Namreč tukaj silam za uvodni žog. Ja, v Celje verjetno sem preselil za Dobrovo in potem še imam plan delati še vedno stand-up in upam, da bom Vse je v redu. In upam, da bom napredoval, no, skozi ta stand-up, da bom že čez 4 Kaj bi dal pa na svet mladim komikom? Na svet mladim komikom. Pišite, delajte, nastopajte. To bi bil moj svet. Bi bil? Ja. Čim kar, vse delati, mislim, vse delati. Ne samo stand-up. Ja, tudi ja. Meni je prej Knauf, ne? Bil. pomagal. Kaj recimo Alen Gorišek, on je Knauf.
včasih blago, pa ne, pa mu prav prišlo. Ja. Prav mu je prišlo, le. Ne, ampak gre za Franci, to mislim, če ne druga ti da zgodbe, ne, tako. Material ti definitivno da. Ne, ampak se mi zdi, da z mlade komike, sploh če nisi navajen, prej bil odra, se mi zdi, da rabiš kar nekaj časa, da priješ do tega, da se čutiš sproščeno na odru. Prav se mi zdi, da pač rabiš skozi te leta. Dobro, ti si tak 6 let prej igral, ne, pri gledališču, pa je, kar se te odarske prezence, imaš mogoče eno odzivno desko več, ako ja, mislim, bolj sproščen sem na odru, čeprav ni pa to zdaj neka garancija, da je to, da bo moj nastop pa v primerjavi s tvojim boljši. Ja, se veš pa slab material. Ja. To spet odvisno od materijala, pa koga poveš, pa odvisno od tega. Ja. Cool. Kako vem? Zdaj bo počas zaključila. Ne. Ja. Zakaj? Ja, če smo pomeni na 40 minut. Zdaj ima pol ure 20. Ura 2, gremo maraton delati, ne? Prav. Jaz bi maraton. Komentirala današnje novice. Ja, deva, prosim. Še nisem. Meni se tako danes... Si prav 24. Ne, hitel sem danes sem. A ja, ker si kosil travo že. Ja, ker sem kosil, pa trenutno pazim na psa. Ja, to si rekel. Sem varuška psa, čuvam, no, še govoriti znam. In je džavula. Podnajemnika razburil Gorine, da najemodajalec spor razrešilo sodišče. Kje si? Na 24. Ja. Kakšno vreme nam bodo prinesli prihajajoči prosti dnevi? Kakšno vreme mislim? Sploh me ne zanima. Ja. Me ne pritegne. Ja. Prva novica me že ne pritegne. Druga je malce tragična. Ker ne vem, če bom jutri še sploh živ, ne? Ja. In kaj me zdaj zanima, pa v torek. Potem druga novica zapeljal v deročo reko. To je malo tragično. Ja, to je kar slabo. Ja. Gospod je sedel v vozilo, voda pa se je počasi dvigovala. To je grozno. Ja. Mislijo, to meni to kar strah. A te je pogodil? Ja, mislim tako, da si podaril, siljetno. Ti bom podaril tisti, da razbija čipe, prav? Da boš imel. Jaz sem tako paničen, da še od tega ne bi prišel. Misliš? Ja. Paničen? Ne vem, kako bi odreagiral v take situacije, ne? Ampak je to grozno. Zdaj pa tretja novica dneva. Podnebnika razburil goli najemodajalec spor razrešilo sodišče. To bi lahko bil jaz, ne? Ja, recimo. Gol, ne? Tako. Ne, no, samo da so rešili, ne? To je to kaj, ne? To smo prvi reklama, super. Zdravniki odstranili 100 kilogramsko cisto na jajčniku. Ampak to je dobra fora, stari. Kaj? Shujšaš v enem dnevu 100 kil. Ja. Kaj če imam samo ogromno cisto nekje? Jaz pa v fitness vodim. Kako to zgleda? Neznanci predčasno zažgali kres na Ptuju. Ja, veš to, ko sem ljudem odim, ne? Veš, ne? Jože Big Fry danes za 1. maj ni, ne? Evo, na vprašanje tle anketo sem že prišel. Aha, si že anketo, jaz sem že pri Modriču. Alarm v Madridu, Modrič brez španskega finala pod vprašanjem City. Ful gledaš futbol, za koga navijaš? Manchester United. Spremljam redno Premier ligo, spremljam tudi špansko ligo, pa Italijan. Mislim, nogomet kar imam rad. In zdaj vprašanje, kje boste preživeli prvomajske praznike? Doma na počitnicah, v službi? Aha, tu smo pri anketi. Ja. Tako da grem dol, tako. Jackpota spet ni bilo, se pravi, poroke ne bo. Kje boste živeli prvomajske? Doma na počitnicah v službi. Jaz bom doma. Jaz bom v službi. Moški. Ni tako malo moški, ženska, pa zdaj drugo, pa ja. Ne? To nimajo opcije zdaj. Ja, jih je treba kar malo kar. To je neka stvar. Večina je doma, ne? Večina je doma. Za praznike spet bom doma. Kjer me tebe? Ne znam. No, grejo na počitnice, eni so celo v službi. In to so samostojni podjetniki. Ja, tako je. Sami so se krivi. Ne, fajn. Ne šteš. Ja. Fajn, super imaš ta podcast. Všeč mi je. To bo... Pizda me jebeš, stari. Ne, fajn je, res. Jaz sem prvič na podcastu. Prvo prišel si me sem disati. Ne, če me ti disati, se v podcast že. Se ti zdi? Ja. Ale dober komik si. Ne, odličen sem. Privoščim ti. Korec mi ti privoščiš.
Ti. Ne, ni. Iskreno. Če si zadnjič rekel, da mi ne. Ja, pa to je bilo zadnjič med prijatelji. Ok. Zdaj mi. Za ti. Zdaj Zdaj javno ti. Jaz tudi te prvoč. Res? Ja. Hvala. Jaz mislim, Meni všeč, da gremo skupaj po eni poti. Res je. Da je na leslo po skupaj. Ne, zakaj si ti šel po daljšnici, ampak. Zdaj vas zaključiti z eno modrostjo. Modrosti dneva. Ne diraj lava, tok spava. To se mi zdi rek, ki se ga držim. Res? Ja, nekaj imamo tudi levčka. Lepa je. Ne diraj. Ja se dal že komu za poljubiti ta prsta? Ne. Mogu biti v Vatikan, da jaz papeža poljubim, potem on mojega. Ta bila lepa. Ne, ful sem se navadil na to teže na prstih. Ne. Res? Ja, prej sem Imaš težke prste? Ja. Klavirske prste imam. In mi je mama, mislim, da prejšnji prsten je bil tako čip. Da bi ti mene nekaj vprašal? Jaz bi tebi, ja, dej, to. Zdaj me vprašaj. Sploh ne, meni to je ful dobro vodiš to. Ne? Ti mi stav, kaj pa to? Ja, je to, pustimo to, kaj pa? Ne, kaj bi tebe vprašal? Ja, kje se ti vidiš 4 leta? Prav 4, stari. Lahko tudi 5. Ja, ki ti čujem Če četvrto veš, da je to težko. Ja. Ne, gli september. Kje se vidim čez 5 let? Na odrskih deskah. Ja, še v stand-up. Ja. Nekaj drugam. Mogoče bi šel, veš kam bi šel? Imbro. Ne, veš kaj me to zanima? Drag. Ne, stand-up mislim, da bi mi bila glavna stvar. Čeprav zadnje čase, kolikor mi gre impro na odru dobro, se mi zdi, da bi mi ful koristili te delavnice, ti tako hodaš, ne, tudi zdaj. Ja, jaz kot Sodnikov. Ja, Videl. super je. Se mi zdi, da bi mi koristili, pa vendar mislim, da bom ostal na glavno bi bil stand-up, zdaj čisto iskreno, čez 5 let ne vem, bom še delal podcasta, ne? Jaz upam, da ne, ker to bo še čisto na drugem nivoju, takrat bom lahko govoril na neko vprašanje, ali pa to bo neka tema, ali pa to bo ful fajn. Ne, zakaj se tehnik smejo zadnji. Ja. Ne, jaz upam, da ga boš delal, no? Upam, da še Ja, jaz imam plan 100 podcastov narediti. Ja. Pol pa Se zbrisati. Ne, pol pa da mi YouTube zaradi pravice se zbriše. Ja, To je moj cilj. itak so ti že Instagram, ne? Tudi, ja. To je. Ne, ampak kar sem ti hotel povedati. Ja, ne povej. Da- Ja, lahko je rekel si komedija. Okay. Komedija seveda, pa poklic gasilca še vedno upravljati. Ali prostovoljno, ali Prostovoljno. poklicno. A bi šel pa dobro, zdaj upravljaš na neki drug način, ampak bi šel pa tako Ne. profesionalno, to pa ne bi šel. Ne, ker se mi zdi, da pol ne moreš biti tako. Pa ne moreš tu Ja, stvari res je. početi. Se mi zdi, da trenutno, kar počnem, je čisto idealno za komedijo. To je res. Saj Da to ustrajaš ne- do tega nivoja, da boš mogoče pa samo še komik. To je nekako plan. Evo, iskreno povem, nekoč To je želim mislim, pustiti da plan službo, dati odpoved, reči, hvala, Ja. dovolj naredim za preživetje. Zdaj pa že naredim 200 evrov, lahko preživim. Tako, recimo. Pa da bi Ja. bila najemnina 50 evrov, recimo, Jo, čez 5 let. upam. Tudi jaz. Upam, Pa inflacija tako. Ja, upam, da cene padajo nepremičninske, Ker to je no. ker to je noro. To je noro. Če dajete stanovanje, dajte spustiti cene. Res. Ni vse v denarju. Res. No, Mogoče boste najemodajalec, mislim, ko pride nekoga v vaše stanovanje, mogoče ima tudi znanje, boste rekli, kje je to bo šlo, drugače sploh ne bi spoznal, če ne bi spustil ceno. Točno to. Drugače je treba pogledati. Drug zornega kota. Zdaj vam idemo še pogledati v drug zorni kot Tjale in se posloviti. Kam? Ne vem, tretjo kamero. A ja, Marjan, šel. A ja, to ni tretja kamera, ni tretja Ne. kamera. Jaz imam tu kamero. Ja. Najlepša hvala, da sem lahko bil tvoj gost. Hvala te. Hvala, ker si me gostil. Ja. Upam, Ti je bilo všeč? Všeč mi je bilo. A si hotel kaj povedati? Ne, nisem hotel nič dotičnega povedati. Tisti, ki bodo to gledali, bi se spraševali, kdo je Alen Mastnak. Še vedno ne bodo vedeli, kdo je Alen Mastnak. Alen Mastnak, komik, Ne. igralec, prejemnik Borštnikovega prsta, Tako. Prejemnik Levčka. Levčkovega prsta, Tako Levčka, ja. Klenakov gost, Gost. eden izmed In mnogih. prijatelj. Konc kart, mislim, zakaj si rekel prijatelj. Ne, super je bilo. Hvala še enkrat.
Komik, v prvi vrsti komik, ja. igralec, Po duši. nogometni fanatik, Fanatik bi težko, ampak navdušenec, ja. announcer, bodoči očka, to si to dal povedati, Verjetno 3 psov. To bi to bi pa imel. Sam bi pa imel, ja. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.